Fleksa po 50. Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dobro večer, drage gledalke, dragi gledalci. Pozdravljeni v nocojšnji oddaji Minute za kulturo. Z nami nocoj je Primož Frajle, diplomiran univerzitetni zgodovinar. Prav posebna priložnost je, da se nam je nocoj pridružil. Pozdravljen, Primož. Lep pozdrav. Priložnost je tale knjiga, ki je pred kratkim išla zgodbe Knapovske godbe, 160 let rudarske godbe Hrastnik. Jo bom kar pokazala, kako izgleda takole. To je v bistvu zgodovina hrastniške godbe, ki si jo napisal ti, ne? Ja, to je pač šla je, kot že rečeno, ob 160. obletnici godbe. Jaz sem pač avtor. Nekako tole je en projekt, v katerega smo se odločili, da bomo šli. Poleg tega, da smo imeli še parado godb, pa slavnostni koncert. Notri je zajeta pač res celovita zgodovina, od svojih začetkov pa praktično do današnjih dni. Je zelo obširna, lepa, veliko je slikovnega materiala. Tudi, mislim, da bi se našel tudi kak podatek, ki je malo manj znan, tako da to je to. Koliko vas je sodelovalo pri tem projektu? To je kar obširno, ne? V bistvu, jaz sem si tole knjigo zamislil kot en tak projekt pač godbenikov in godbenic. Tako da že od samega začetka sem imel v mislih, da bi čim več kadra potegnil ven iz godbe. Tako da tudi dve, ki so lektorirali knjigo, so praktično igrajo pri godbi. Ena flavto, ena pa saksofon. To je uporabno, če imaš tak kader v godbi. Zamislil sem si tudi angleške povzetke posameznih poglavij, ker knjiga služi tudi kot dober promocijski material, tako da tudi te angleške povzetke je naredila članica godbe. Moja punca je bila urednica, tako da praktično je bil res to projekt godbe. Konec koncev, tudi dosti podatkov sem dobil od starejših, tako da načeloma lahko rečemo, da smo skoraj vsi sodelovali pri tem projektu. No, verjetno levji delež pa si nosil ti kot zgodovinar, ki je nekako naredil celotno raziskavo. Seveda, se konec koncev treba si vzeti čas, da greš v kakšen arhiv, pregledati še in še dokumentov. Mislim, da se kar lahko v metrih izražamo. No, kako si recimo vse skupaj zastavil? Kako sploh začne takšno delo nastajati? Ja, tole konkretno delo, zmislil sem se že poigral, ko sem pač ko je prišlo do tega, kaj bom pisal za diplomo. Tako da to je bil en prvi tak miselni preskok, da bi morda tudi kaj od godbe, samo takrat se pač nisem odločil. Potem je pa počasi prišla tale obletnica, sem pa pač nekako rekel, zakaj pa ne bi probal. In mislim, kakšne 2 let prej se mi zdi, nisem pa čisto prepričan, je tudi Kapelska godba izdala svojo knjigo ob 160-letnici, ker so pač ravno, mislim, da nekaj let starejši. In sem pač dobil tisto malo roke in sem videl nekako vsebinsko, kako to poteka, in sem rekel, da morda bi pa tudi jaz poskušal kaj podobnega spraviti. In nekako takrat je to steklo. Malo časovnico sem si okvirno zadal, ker sem vedel, koliko časa sem porabil za pisanje moje diplome in seveda iskanje virov in literature in tako naprej. No, koliko časa pa je recimo potem za to knjigo to trajalo? Vsega skupaj, da pač ti najdeš vse vire, da vse lepo preveriš, spraviš pisno, lahko rečem, da kar let in še morda celo malo več. Kar intenzivnega dela. Raziskovanja. Največ dela ti pač vzame raziskovalni del. Pisanje nekako že steče. Raziskovanje pa je bilo potem po knjižnicah, po arhivih? Seveda, po knjižnicah. Kje vse najdete zgodovinarji te vire? Pregled raznih knjig, arhivi, predvsem v Celje, Ljubljano, nekaj malega tudi v Maribor. Predvsem časopisni članki, ampak dobro, to nekako mi je olajšal ta spletni portal Dalib, kjer imaš pač te stare časopise skenirane v digitalni obliki. Ampak kljub temu tudi iskanje za tega nekako kar intenzivno sem se vsaj en teden ukvarjal od zgodnjih jutrnjih do večernih ur, da sem najdel precej virov. Lahko rečeš recimo, da ti je znanje, ki si ga pridobil na fakulteti, pomagalo pri
celotnem procesu se tega tam naučiš, recimo? V bistvu ja, no, vsaj kar se tiče kje iskati. No. To je ena taka zelo koristno znanje, ki te tudi na fakulteti pač naučijo. No. Ampak nekaj malega pa tudi pač sam sproti pobereš. Pa odvisno od znajdljivosti potem Ja, tudi, ne? seveda. Nekako so verjetno bila obdobja, ko je bilo več materijala, ko ga je bilo manj, se je bilo treba verjetno nekje bolj potruditi. Ja, predvsem mene, ko sem začel pisati to knjigo, so me pač zanimala ta začetna obdobja, ne? Ker godbeniki so, ne vem, v povojni Jugoslaviji vodili tudi svojo kroniko, mislim, da je tudi slika te knjige, ki jo je pisal član godbe, tudi odzad. In za ta obdobje je precej dobro zabeleženo, ne? Ampak nekako to od ustanovitve 1853 pa nekje do druge svetovne vojne pa tako so podatki dokaj v fragmentih, no? Tako da predvsem sem se fokusiral na ta obdobja. No? In ne vem, za obdobje med obema vojnama mi je še kar dokaj dobro uspelo, nekako nisem tudi zadovoljen s tem. Kar se pa tiče prej, pa ne vem, je še zmeraj želja, da bi še morda kaj dopolnil, da raziskal še naprej. Vedno potem pogledaš in ti še kaj manjka, ne? Seveda, ne. Morda pride kdaj še druga izdaja. Ja, dopolnjena, ne? Dopolnjena. Nekako obdobja potem si sledijo takole. Začel si z Avstro-Ogrskim cesarstvom. Mogoče samo na kratko nekaj tistih največjih zanimivosti iz tistega obdobja, ki se tičejo hrastniške godbe. Naprimer, leta 1879 je prišla v Hrastniško dolino na obisk nemška kronprincesa Viktorija, ki je bila hčerka britanske kraljice Viktorije. In za sprejem so v časopisnih virih tako piše, zaigrali God Save the Queen, kar je, mislim, malce presenetljivo, da takrat so že dobili note za to angleško pesem. No, to je tudi en vprašanje, mislim, pač izziv, ki morda bi še sledil prihodnje, kje so najdli to notno gradivo, ne. Žal tega nisem uspel najti. No, kje pa so sami začetki hrastniške godbe? Sami začetki hrastniške godbe so, mislim, uradna ustanovitvena letnica 1853, kjer naj bi pač bil voden ta prvi koncert pod dirigentom Jernejem Puncerjem. Ampak nekako začetki so omenjeni že leta tako imenovani neuradni začetki 1849 ob sprejemu prvega vlaka, ki je stekel po tej železnici. Ampak jaz osebno domnevam, da tudi nekako začetki so navezani na kopanje premoga, na ta ojsterški premog, ojsterški rudnik, pač da so, mislim, to je moja teorija, ni sicer dokazana, da so pač lastniki rudnika ustanovili godbo, da so rodarji na ta način nekako privezali, seveda v narekovaju, na ta stanovski poklic. No, zgodovinarji dostikrat takole morate kaj samo sklepati, da ni čisto dokazano? Ja, žal pač, koliko najdemo vire, materijale oziroma dokaze, lahko pač zagotovo ne pišemo, ne? Če pa pač nekje vmes manjka, moramo ene sporednice potegniti. Seveda tu treba potem še navediti, da je to samo teorija, ne? Teoretično. V bistvu nastanki teh godb so nekako povezani z nastanki rudnika, ne? Seveda. No, potem v Avstro-Ogrskem cesarstvu še kaj takšnega, kar bi mogoče izpostavil, ali mogoče greva na naslednje obdobje? Jaz mislim, da lahko gremo na naslednje obdobje. No, potem, katero je potem sledilo? Sledilo, ne vem, tole med obema vojnama, tudi po svoje zanimivo. Meni osebno zato, ker, koliko sem pač raziskoval, v tem obdobju so se dosti potegnile te ločnice, politične ločnice med liberalci, socialisti, klerikalci. Meni je zanimivo, kar se godbe tiče, predvsem to, da sodeč po igranju niso bili nekako ideološko obremenjeni. Praktično so šli res skoraj na vse te prireditve, ki so jih organizirali, ali liberalci, socialisti, tudi klerikalci tam in kdaj pa kdaj. To mi je pa svoje zanimivo. No, kaj pa med prvo in potem med drugo svetovno vojno? Med prvo svetovno vojno kakih konkretnih podatkov nisem našel. No, morda tik ob koncu, kjer je leta 1918 potekal zbor v Trbovljah, kjer so se ga praktično udeležile vse zasavske godbe, pač za samostojno oziroma pač Jugoslavijo.
To je ena zanimivost, ampak kaj več pa od Prve svetovne vojne nisem našel. Aha, so se podatki o tem verjetno zgubili? Skopi so, no. Tako da to je še tudi en izziv za raziskovanje. Kar se Druge svetovne vojne tiče, pa je bilo nekaj več, je bilo pa ne? nekaj več. Takrat je pa godba leta 1944 skupinsko odšla v partizane, to je bil organiziran odhod, katerega nalogo je dobil Jože Brun. On je bil potem tudi kapelnik godbe 7. korpusa, katerega glavnino so predstavljali Hrastničani. Del so jih pa pobrali pač v godbo glavnega štaba, no. Kar se tega obdobja tiče. Potem po vojni, nekako v Titovi Jugoslaviji, je takrat bil nekako razcvet te godbe. Ja, ker To obdobje je bilo kar prijazno potem do teh. v bistvu ja, no, nekako so zelo sistematično začeli delati na razvoju in na kvaliteti, pa tudi na kadrih. Nekako gonilo napredka je takrat predstavljal Viktor Malovrh, dirigent in kapelnik. Seveda je imel tudi strokovno pomoč. Nekako v tem obdobju do 60 let mu je pomagal tudi Jože Brun. Pa tudi dober podkapelnik Stanko Plahuta, ki je tudi pisal to kroniko povojno. Rezultati so bili kasneje tudi očitni. Mislim, na precej republiških tekmovanjih so se dobro uvrstili. Sodelovali so tudi na tekmovanju v Paliču v 60-ih. In to je to. No, potem je sledila osamosvojitev, ne? Odcepitev Slovenije od Jugoslavije. Kako pa je potem bilo v tem obdobju, glede na podatke, ki si jih ti našel? Ja, no, tole je bilo po svoje en največji izziv raziskovati, ne, ker praktično moraš pogledati aktualno dokumentacijo, ki pa je tako urejena, ne. In v bistvu mi je tole skoraj... To je v času tvojega življenja, tako da... Ja, skoraj da ja. In v bistvu mi je tole skoraj največ časa vzelo, no. Zato, ja. Ampak ja, no, pač v tem obdobju so še zmeri tudi ostala nekatera tradicionalna igranja. 1. maj, praznik rudarjev, ki se obeležuje še tudi dan danes. Ne vem, radi tudi hodimo naokoli, smo družabni ljudje, tudi na tekmovanje smo se udeleževali. Ne vem, en večji preboj je bil pod Jožetom Baničem, kjer smo se uvrstili v tekmovalno skupino, ampak žal tam nismo nikoli nastopali. 2008 smo tudi v Laškem se dobro odrezali, ker smo pač ostali v prvi jakostni skupini. Udeleževali smo se tudi pač tekmovanja koračnic v Mengšu, kjer smo osvojili pokale v trajno last. 4-krat zapored smo ga osvojili. To je to. Kar nekaj uspehov, ne? Tudi. Kaj bi lahko rekel, da je tisto, kar recimo je obdržalo godbo skozi toliko let? 150 let ni kratko obdobje, ne? 160. No, 160. Ja, lahko, po mojem, je prvi vrsti ljubezen do igranja. To je to. In druženja. In to verjetno, da je res ves čas v bistvu ostala tudi ta pripadnost do rudnika, sicer sedaj nekako zatonil, misliš, da se lahko zgodi, da v bistvu godba propade zaradi tega? Ja, upam, da ne, no. Ampak ja, no, tudi ta godba je bila precej navezana na rudnik oziroma na stan, sam stan rudarski, ampak danes premore samo še enega aktivnega rudarja, tako da po izobrazbi praktično nismo več rudarska, no, samo po nazivu še. Ampak kljub temu, no, ohranjamo to rudarsko dediščino, no, tako da damo nekaj na to. Koliko vas je zaenkrat? Zaenkrat nas je približno 50 aktivnih članov. Kaj pa je tvoja funkcija v godbi? Ja, jaz igram klarinet, sem pa tudi član upravnega odbora, tako da to je to, kar se moje funkcije tiče. Kaj pa ostali člani oziroma vodstven kader? Vodstven kader, ja, predsednik je Jurij Bantan. Kaj je to, kar ne štem, ali kako vodstven kader? Ja, tajnica je Urška Perko, podpredsednik je Mitja Udovič mlajši, potem imaš pa še člane, ki pa so Žiga Cesar, Walter Vengušt, Barbara Markel,
Mitja Dojč starejši, dirigent je pa Aleš Stopinšek. No super, in kaj imate načrte recimo zdajle v... Ja, načrte ponavadi ene smernice delovanja naredimo na občnem zboru, ampak za trenutno edini načrt je novoletni koncert. Datum sicer še ni določen, imamo pa že malo programa, tako da pridno vadimo. Ampak smernice se pa ponavadi na občnem zboru, kot rečeno, določijo in potem se na tem dela. Pa imate recimo probleme najti mlad kader? So obdobja, kjer je mladega kadra manj, v nekaterih pa pač malo več, ampak zdaj moramo potrkati na mizo. Imamo dobro obdobje, precej mladih, tako da praktično sem že spadam med starejše. Se pravi, prav starejših ni veliko več. Starejših mislim, da jih lahko prešteješ na prste ene roke. Se pravi, ste se kar precej pomladili. Smo precej mlada skupina. No, ti si dejaven tudi kot pisec člankov. Kje vse izdajaš svoje članke? V bistvu imam pač tako malo zgodovinsko obarvano rubriko za lokalni časopis Hrastov list, ker pač na podlagi starih časnikov najdem kakšne zanimive zgodovinske cvetke. Naprimer, sicer zdajle zadnje 2 številki sem našel tudi nekaj bolj širše lokalnega, naprimer pri gradnji tete hidroelektrarne, ki je v planu. Praktično načrti so, oziroma ideje so obstale že leta 1913, da bi se v Štric-Trbovske železniške postaje postavila hidroelektrarna. Ena taka zanimivost. Pišem pa tudi za Združenje Rudo, pač Združenje za ohranjanje rudarske kulturne dediščine, v katerem smo povezani pač te rudarska društva širom po Sloveniji. Pa to. No, kot univerzitetni diplomiran zgodovinar, kje recimo lahko najdeš zaposlitev? Ja, pač arhivi, muzeji. To si že nekaj počel, ne? Ja, eno leto sem bil zaposlen v Arhivu Republike Slovenije, kjer sem nadomeščal pač uslužbenko na porodniškem dopustu. Tam sem se tudi marsikaj naučil. Ena izmed tvojih dejavnosti je, da tudi nekako pripravljaš ta družinska drevesa, oziroma se lotevaš tudi takšnih stvari, ne? Ja, no, s tem sem v času brezposelnosti se pač bolj ukvarjal kot hobi, ampak predvsem za sebe sem pač skušal malo še raziskovati korenine, pa tudi za mojo punco. Tako da nekaj sem jih že pripravil. Meni osebno je zanimivo delo. Svojega si napravil? Svojega sem napravil. In kam sega? V bistvu smo bili precej stacionarni, tako da daljne korenine pač Frajletov izhajajo iz Retja, iz Trbovelj. Tako da mi je pa uspelo, ker matične knjige... Potem niste šli daleč. Nismo šli daleč. Matične knjige za Trboveljsko župnijo so zelo dobro ohranjene, tako da mi je uspelo priti do 17. stoletja. No, še en zanimiv hobi imaš, ki ga zdaj poskušaš tudi spraviti v nekako takšno popoldansko obrt, ne? To so lesni izdelki tudi, ne? Ki jih tudi kombiniraš s tem znanjem iz zgodovine in si tudi udeleženec sedaj programa Podjetno svet podjetništva. Še nekaj povej o tem hobiju. Ja, pač skušam to vzpostaviti kot mojo poslovno idejo. Intenzivno delam na tem, raziskujem trg. Nekako te moje lesna ustvarjanja nekako skušam povezati v to rudarsko dediščino oziroma zgodovino. Da bi nekako izgledalo kot spominki. Seveda, ja. Z neko zgodovinsko zgodbo v bistvu. Točno tako, točno tako. In upam, da mi bo uspelo. So pa lepi, ne? In tudi iz kakšnega lesa so? Ja, lesa. Načeloma skušam narediti kaj iz hrastovega, uporabne pa tudi drug les. Dobro, no. Mislim, da imaš kar velik nabor hobijev, ne? Kar veliko stvari počneš. Nekaj sva jih povedala, verjetno bi se dalo še kaj. Zdaj, ob koncu tega najnega pogovora v bistvu morava še izžrebati žrebance v bistvu.
V prejšnji oddaji smo spraševali, katera založba je doslej televiziji ETV za nagrade literarne uganke podarila več kot 100 knjig. Prvi žrebani bo prejel knjigo založbe Ved Jane Hartmann Kranjc, Poletje o zimi in Izpitno vino in vstopnici za kino Zagorje. Pa te bom prosila, če lahko kar prvega izžrebaš. A ga tudi preberem? Lahko, ja. Pa poglej še, če je odgovor pravilen. Založba Ved mora biti. Odgovor je pravilen. Nagrajenec je pa Vozelj Joža, Jablana 12, Zagorje ob Savi. Tako lahko pokažeš. Jaz bom prebrala drugo nagrado, ki bo roman Karmen Murn Na otoku in vstopnici za kino Trbovlje. Pa še tega bi prosila, če lahko izžrebaš. Tako dobro, da malo bolj... Drugi nagrajenec, odgovor je tudi pravilen, je Kranjc Boštjan, Jablana 12, Zagorje ob Savi. Super, čestitamo. Tretji žrebani pa bo prejel bon za manikuro ali pedikuro v novem kozmetičnem salonu Petra v domu starejših na Izlakah. Tako da zdaj še ena lepa nagrada, tako da bi te prosila še za tega tretjega izžrebanca. Založba Ved, odgovor je pravilen. Nagrajenec pa je Drago Lavrič iz Izlak. No, čestitamo tudi temu nagrajencu. Novo nagradno vprašanje ETV in založbe Ved pa se glasi: je esejist, profesor, pravnik, akademik, tudi politik in avtor zbirke aforizmov Pavlihizmi in slična čivkanja brez Twitterja. Kdo je to? Prvi izžrebani bo prejel knjigo založbe Ved Poslušalec avtorja Bojana Bizjaka in vstopnici za kino Zagorje. Drugi izžrebani bo prejel knjigo Zgodbe Knapovske godbe in vstopnici za kino Trbovlje. Tretji izžrebani pa bo prejel slikanico Nosorog Jani je hotel leteti. Vse odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 1. oktobra. Tako, tole je bilo še novo nagradno vprašanje. Jaz se ti zahvaljujem, Primož, da si se oglasil v našem studiu, da si malo več povedal o vaši godbi, o teli knjigi, ki si jo napisal. Seveda vabljam še kdaj v kakšni priložnosti. Hvala tudi tebi, Nina. V teh dneh je pri založbi Ved izšel roman z naslovom Levkup, Levkup, ki ga je napisal naš sodelavec Jože Sevljak. Doslej je izdal 9 pesniških zbirk, 4 zbirke kratke proze, zbirko pravljic, nekaj slikanic in 2 romana. Zadnji roman je Jožetova 18. knjiga. Zdaj, če človek pogleda naslov Levkup, Levkup, se mi zdi, da gre za neko uporniško tematiko, neko socialno tematiko, se motim? Ne, imate kar prav. Naslov sem dal namenoma tak, da je nekako, bi rekel, poziv hkrati delavcem, naj vendarle vzamejo zadeve v svoje roke, zlasti tam, ker je posredi, bi rekel, kraja, in pa naj se složno uprejo takemu načinu divje privatizacije, tajkunizacije, o kateri pravzaprav govorim, ja. Sama tematika oziroma sam kraj dogajanja je pa nekako Zasavje, ne? Lahko bi bilo pa tudi kjerkoli drugje, ne? Ja, tu pa moram povedati, da sem se s tem romanom nekako oddolžil Zagorski dolini. Ko sem pisal roman, sem vse skozi mislil na te kraje, prav na Zagorsko dolino, ker sem nekoč živel, služboval in si končno tudi ustvaril družino, ker me to še zmeraj sentimentalno veže. In sem rekel, da bom dal nek odgovor oziroma neko zahvalo temu kraju, tako da sem vse osebe značajske, tudi poskušal sem nekako glasovno to naznačiti, kraje umestil tu v Zagorsko dolino, pa bližnjo okolico, kdor bo to bral, bo lahko tudi prepoznal. Zgodba je pa univerzalna, je pa vseslovenska, je pa lahko kjerkoli in ni specifična zagorska, se pravi, da ne bi kdo iskal kakšnega imena pa podobnosti, to ne. V avli Zagorskega delavskega doma je na ogled postavljena razstava akvarelov in temper novomeškega slikarja Tomaža Kocovana z naslovom Popotovanje po pokrajini.
Slikar je naklonjen slikanju narave v akvarelni tehniki, kjer ni prostora za preslikavanje in popravke. Zato ni zanemarljivo, da gre za obrtno najzahtevnejšo in hkrati najpreprostejšo slikarsko tehniko. Razstavljene slike v tehniki akvarela in tempere kažejo paleto realistično prikazanih pokrajin, kakor tudi pokrajin z nekoliko poenostavljenimi oblikami videnega, ki zrcalijo razpoloženjski zapis barve in svetlobe. Sicer pa je najbolje, da prisluhnemo, kaj ima o svojem delu povedati avtor sam. Moram povedati, da sem zelo zadovoljen in presenečen nad obiskom ljudi, ki so prišli. Namreč tukaj v tem kraju jaz prvič razstavljam, oziroma to je moja druga samostojna razstava, kjer razstavljam akvarele in pa slike v tehniki tempera. Akvarelna tehnika je tehnika slikarjev, ki zahteva veliko koncentracijo, nas je pa zato tudi toliko malo, kajti več popravkov ni. Ne moreš, kar si naredil, ali je slika uspela ali ne. Pri vseh ostalih tehnikah pa se da še kaj popraviti. Torej, akvarel je zahtevna tehnika. Kaj pa motivi, kajti vsak motiv je tudi izziv? Seveda, jaz sem tudi ta razstava kaže, sem se posvetil krajini. Krajini in pa delno arhitekturi. Tako da to je moja v glavnem preokupacija. Malo prej ste povedali, da nekateri slikarji radi slikajo kar doma. Kaj pa vi? Pretežno slikam doma. Rad pa zaidem tudi v naravo in slikam zunaj. Vendar to je pa vezano na lepo vreme in tako dalje. Glavnem doma. Pa boste kdaj zašli tudi v naše kraje? Tudi bom. Čeprav imamo tukaj eno slika je iz Zagorja, ampak ta je delana po fotografiji. Torej, tukaj nisem bil, bom pa rade volje prišel. Zaključek letošnjih prireditev v občinskem prazniku v Zagorju je bil v soboto, 7. septembra, ko je bila na Medijskem gradu izvedena gledališka predstava Valvazorjev dan. V predstavi so tudi letos sodelovali gledališka skupina kulturnega društva Svoboda Elektroelement iz Lake, folklorna skupina prosvetnega društva Čemšenik in ženska vokalna skupina Iris. O nastopu ženske vokalne skupine Iris pa predsednica kulturnega društva vokalne skupine Iris Irena Hudi. Kako je prišlo do sodelovanja? Predsednica kulturnega društva Elektroelement nas vsake 2 leti znova povabi k sodelovanju in mi se prav rade vedno znova odzovemo. Ali nam pripravljate spet kakšno presenečenje? Pravkar smo se znova sestale v skoraj popolnoma novi sestavi in vsekakor smo zelo zagnane in najbrž bodo presenečenja sledila. Kaj pa venček božičnih pesmi? Tudi na to računamo in razmišljamo tudi o tem. Pod budnim očesom Jožeta Kranjca in po besedilu pokojnega Nandeta Razborška je izvedena gledališka predstava, ki je posvečena spominu na življenje in delo velikega rojaka in enega največjih Slovencev Janeza Vajkarda Valvazorja. Jože Kranjc, dolgoletni novinar, scenarist, redaktor in urednik na razvedrilnem programu RTV Slovenija, že 10 let vsako drugo leto uspešno režira Valvazorjeve dneve na Medijskem gradu. Kako je zadovoljen z letošnjo prireditvijo, pa nam je zaupal kar sam. Pravkar smo tukaj na Medijskem gradu odgledali vašo letošnjo predstavo, gledališko predstavo in publika je očitno zelo zadovoljna. Kaj pa vi kot režiser? Jaz tudi zelo. Jaz zmeraj zelo rad prijem na ta Medijski grad uprizarjati tekste, ki jih je pisal zdaj žal že pokojni Nanda Razboršek, ki so pisani zelo avtentično, zelo srcem, so zelo pristno zgodovinski, oraščeni v ta kraj, med te ljudi, v to zgodovino njihovo in to se tudi čuti po igralcih, ki ta tekst na tak način spremljajo, pa tudi po publiki, ki sem prihaja v to okolje. V Sloveniji je malo tako avtentičnih zgodb, ki bi se dogajale na tako avtentičnih krajih, kot je tale grad, kot je Valvazor, z vsem, kar pač on predstavlja. Zato, kot sem rekel, zelo, zelo rad to delo zrežiram. Mislim, da je zdaj bilo že 6. ali 7. vsake 2 leti in odziv vsako leto kaže, da je
ta stvar res v to okolje vraščena, da je to okolje potrebuje. Mogoče bi pa kazalo razmisliti, da bi to predstavo, ta projekt odprli še za druge, da bi iz Slovenije prihajali v to okolje, kjer je to doma, kjer edino paše pogledati, kaj domači gledališčniki pripravijo. Seveda gostovanje v tem primeru ne pride v poštev. No, gostovanje seveda pride v poštev v kakšnem podobnem ambientu, v kakšnem drugem gradu, ampak autentika je le autentika, pristnost je pristnost. Tu je Valvazorjev dom, tu je Valvazorjevo okolje in sem spada in tu pač najbolj zaživi. Sodelovali sta pa tudi dve skupini, folklorna skupina iz Čemšenika in ženska vokalna skupina Iris. Ja, zmeraj radi gledališkemu jedru povabimo še koga drugega, da tako ali drugače popestri to dogajanje tukaj na Grajskem dvorišču. Tudi s folkloristi in s pevkami že dolgo leta uspešno sodelujemo in tudi prav tako rade pridejo in folkloristi in evo, na koncu pač rata en tak masovni gledališki dogodek, ki pa ima, kot sem rekel, eno kar pomembno gledališko in avtentično vrednost, ne samo za te kraje, ampak tudi za Slovenijo, ker vse vemo, kdo je bil v Valvazor. Kultura je doma v Zasavju. Vizualna umetnost obsega njen velik del in tokrat smo preverili, kaj se dogaja na Kumu. Namreč Art Kum je slikarska kolonija s krajšo tradicijo kot zagorska kolonija iz Lake Zagorje, vendar pa je ustvarjanje in druženje na zavidljivi ravni in tudi pogoji za delo so drugačni. Umetniki, omenimo naj, da so letos vsi z izjemo enega akademski slikari in kipari, v 3 dneh ustvarijo opus del, ki bo prikazan na razstavi. Več o sami koloniji pa nam je povedal Zvone Perko. Nahajamo se na 23. koloniji, slikarsko-kiparski koloniji Art Kum. Udeležencev 12 iz 3 držav, Bosne, Hrvaške in Slovenije. V domačinu Dejan Knez, ki je iz glasbenih vod prišel v slikarstvo, in Poznič Zoran iz kiparstva v slikarstvo. Delamo 3 dni, petek, sobota in nedelja. Vrata so odprta za ogled del, ki se naredijo tukaj na licu mesta. Februarja bo pa tako in tako razstavljeno vse, kar se bo naredilo tukaj in kar je bilo narejenega lani, se pravi bienalna razstava. Slike, ki smo jih lahko videli, so se nahajale v improviziranem ateljeju, kot tudi zunaj. Sončen dan pa je privabil večje število obiskovalcev, ki so si prišli ogledati dogajanje na vrhu Kuma. Litijski glasbeni festival Slovo po letju, ki ga organizira Kulturni center Litija in poteka že 7. leto zapored, bi lahko šteli za osrednjo kulturno prireditev občini Litija. 3-dnevni koncerti lokalnih in drugih glasbenikov vsako leto privabijo več kot 3500 ljudi in tudi tokrat je festival od 28. do 30. avgusta ljubiteljem glasbe ponudil pestro paleto glasbenih stilov. Prvi večer so festival odprli z dalmatinskim koncertom moška vokalna skupina Lipa in tamburaški orkester Šmartno. Vrhunski slovenski trio Erojka pa je poslušalce zazibal v ritmu slovenskih in tujih popevk. V nabito polni športni dvorani Litija, kamor so se organizatorji zatekli pred dežjem, se je zbralo preko 1200 obiskovalcev. Drugi večer festivala so poslušalce razvneli slovenska popevka Nina Pušlar z bendom in pihalni orkester Litija. Zadnji večer pa so na prostem pred športno dvorano nastopili ženska vokalna skupina Lipa, harmonikar Nejc Grm in ansambel Roka Žlindre ter zbrane obiskovalce popeljali v svet slovenske narodno-zabavne glasbe. Celoten dogodek je s spretno besedo povezoval Gorazd Mavretič, veliko pohval in pozitivnih komentarjev strani publike pa je tudi letos organizatorje prepričalo, da so na pravi poti in da festival Slovo po letju še mnoga leta ne bo zamrl. Bili smo tudi na Dolu pri Hrastniku, kjer je v soboto potekal drugi Želodkov festival. Tudi tokrat je bil zelo dobro obiskan. Na večjih prizoriščih so se odvijale različne aktivnosti, ki so pritegnile tako tiste najmlajše obiskovalce, kot tudi malce starejše. Več o tem festivalu v petkovi informativni oddaji 7, v tej oddaji pa bomo objavili kratek pogovor z režiserjem hrastniškega marionetnega gledališča Jurček. Otroci so si lahko gledali predstavo Rdeča kapica.
Nas so že lani povabili prvo, ker je tudi naš član eden v tem organizacijskem odboru in smo obljubili sodelovanje, zato smo prišli tudi letos in na vse take akcije se naše marionetno gledališče Jurček z veseljem odzove. Koliko predstav letno odigrate? Točnega števila ne vem, ampak nekje blizu 50 se mi zdi, da je ta številka v eni sezoni. Dodajate kakšne nove tudi? Ja, vsako leto vsaj eno premiero. Letos, tako trenutno imamo na zalogi že 7 igric, tako da smo pripravljeni te igrice lahko odigramo. Naš domači kraj je muzej v Hrastniku in tu imamo svoj oder, kjer najlažje igrajo. Smo si pa uredili tudi premični oder, sicer ni tak kot naš, tako da lahko hodimo tudi na gostovanja. Tako da smo mobilni tudi. Kaj pa kje mladi? Jih kje zanima, da bi se pridružili vaši skupini? Trenutno v skupini 2 člana, pravzaprav 2 članici sta še v službi, ostali smo pa sami upokojenci. Kje je zanimanje med mladimi? Ja, nekako se sliši, ampak zaenkrat, da bi prišel pomagati, pa ni preveč zanimanja. Zaenkrat ne. Zakaj mislite, da je tako? Ker je to težko se nekako navaditi, ravnati z marionetami, se navaditi, govoriti in tako naprej? Težko je tako kot vsaka stvar. Vsak se nauči lutko marionetu voditi. Od začetka ne gre, potem se naučiš. Govor je problem, naš zasavski, hrastniški dialekt, naš široki in vse to. Tega se mi ne moremo in ne znamo znebiti, to bo ostalo. Malo se trudimo, ampak ne gre preveč, ampak se trudimo. Zakaj ne? To je tudi obveznost. Vaje imamo 2-krat tedensko in potem, ko se začne september, pa tja do novega leta se vrstijo predstave za predstave in to jemlje določen čas. Za mlade bralce je pri založbi KUD Sodobnost International izšel fantazijski roman z naslovom Potovanje na Tandadriko. Avtorica je leta 1930 rojena Litovčanka Vitaut Žiliskajt, ena od največjih imen litovske otroške književnosti. Napisala je številna dela za otroke, Potovanje na Tandadriko pa je njeno prvo delo, ki se nam predstavlja v slovenskem jeziku. Za vsa njena dela je značilno, da uporablja veliko mero humorja, pa tudi filozofije, edinstvenih, skoraj nedoumljivih fantazijskih situacij, ki mladega bralca spodbujajo k razmišljanju na prav poseben, čaroben način. Zanjo je pomembno, da otroci berejo, da berejo veliko, ker ob tem čustveno dozorevajo. Potovanje v Tandadriko je potovanje 6 živalic z vesoljsko ladjo na drug prijaznejši planet. Na tem potovanju srečajo tako dobro kot zlo. Moralne vrednote se vrstijo od postanka do postanka njihove vesoljske ladje in z vprašanji o vojni, orožju, svobodi, miru se tako srečujemo kar spotoma v neskončnem vesolju, kjer pa je naš planet trenutno edini, ki nam nudi razmere za preživetje. Prav nič ni narobe, če knjigo vzamejo v roke in se poglobijo v njeno zgodbo tudi odrasli bralci, kajti tudi njim bo koristil razmislek o tem, kako živimo. Upamo, da bo branje potovanja v Tandadriko vodilo k pogovoru med mladimi in odraslimi bralci. Otrok peska je roman, ki je kljub temu, da je izšel že leta 1985 in v slovenskem prevodu Suzane Koncud 10 let kasneje, še vedno izjemno aktualen. Tahar Ben Jelloun je ustvaril pripoved, ki nas navdihuje še zdaj v jeziku, za katerega se zdi, da ne more zastarati. Avtor nas tako popelje v skrivnostni svet Maroka. Vse, kar je arabsko, je za marsikoga še vedno skrivnostno, za zahodno razumevanje demokracije in svobode pa je največkrat tudi nedoumljivo. Da lahko v takšni tradicionalni družbi preživiš, se moraš uklanjati. Družbenemu redu, zakonom, volji starejših, odraslih in vseh tistih, ki ti vladajo. Če si ženska, pride to podrejanje še toliko bolj do izraza. A da kot ženska zaradi tradicionalnih družinskih avtoritet in pričakovanj živiš kot moški, je nedoumljivo tudi za arabski svet. Pa vendar, tako zgodbo se potopimo v romanu Otrok peska. Ahmedu Zahri življenje polzi med prsti kot pesek. Občuti lahko ves vpliv in izkaže svojo inteligenco, ker je za vse v okolici moški. Tahar tako dokazuje, da smo si v bistvu enakovredni, moški in ženske, enako sposobni, če le imamo enake priložnosti.
Zahra, 8. hčerka v hiši brez moškega potomca, nam to dokaže. Ker jo je oče naredil za moškega in vztraja vse, dokler avtor ne zapluje v fantazijski svet arabskih pripovedk, kjer je vse možno, negotovo, kjer se blešči od domišljije in kjer skoraj da ne ločimo več, kaj je res in kaj ne. O tem naj sicer sodi bralec sam. Globok dih in potop roman Otrok peska in bralni užitek je zagotovljen. Tahar Ben Jelloun je eden od najbolj znanih francosko pišočih arabskih avtorjev. Rodil se je v Maroku in se kasneje preselil v Francijo. Njegova dela se ponašajo s številnimi prevodi v druge jezike, z izjemno bralnostjo in literarnimi nagradami. To pa je tudi vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Do prihodnjič. Kdo pravi, da ni Flexa po 50? Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav.